Žalni zbor. Leto dni po prvi smrti zaradi COVID-19 je kot simbol žalovanja in sočutja do svojcev vseh preminulih v trajen spomin tu danes posajena vrba. Preštevilni so se v tem neusmiljenem času poslovili v globoki in boleči osamljenosti. Brez zadnjega, nežnega dotika in grenkih solz slovesa njihovih svojcev. Slovo brez pozdrava boli oba. Pri tistem, ki ostane, pusti globoko, nikoli zacenjeno rano. Ko zdaj v imenu vseh naših ljudi stojimo ob tej vrbi, ne najdemo pravih besed tolažbe za tisoče žalujočih, ki so v strašnem boju za brezvestnim virusom v minulem letu izgubili koga od najbližnjih. Zdaj smo v žalosti in žalovanju skupaj. Tudi za bolečino živimo lažje, če vemo, da nismo sami. Zdi se mi, da nam je to vsem v uteho. V tem posebnem času je bilo namreč preveč pogrešanja in osamljenosti, da ne bi znali ceniti človeškega sočutja in solidarnosti. Strah in bolečino premagujeta le upanje in vzajemnost. Ob vsej grenkobi tega hudega časa smo zato občudovali tudi najplemenitejše človeške vrline. Svojce, ki se zaradi izrednih razmer od mnogih preminulih niso uspeli pomirjajoče posloviti, vendar je to laži dejstvo, da je bilo z njihovimi bližnjimi ves čas tesnobe in bolečin predano in drago in drugo poklicano osebje. Vsem, ki so se razdvajali, ki so dajali svoje znanje in svojo srčnost v borbi za življenje in človeško dostojanstvo, izrekamo neskončno hvaležnost. Za nami je težko leto. Dolgo, žalostno, samotno. Vsakdo med nami je koga izgubil, vsi smo izgubili nekaj, kar smo pogrešali. V tem času smo se naučili živeti na način, ki nam je bil prej tuj, ki smo ga odklanjali, češ da ni odprt, topel in človeški. To je bil poseben, neobičajen čas. Vsakdo se je potopil v svojo samoto in v njej razmišljal o sebi, o svetu, kot je bil prej, o svetu, kot bo poslej. Bolj kot smo bili sami, bolj smo čutili, kako močno potrebujemo drug drugega. Kot nikdar prej smo se zavedali, da moramo zdaj drug drugemu dajati, kar nam bolezen jemlje. Ta poseben, neobičajen čas se počasi izteka, počasi, ker ga še ni konec. Sprejmimo vsak zase in vsi skupaj za nas dragocene nauke iz tega težkega obdobja, da naposled zmagamo. Skupaj smo močnejši in še naprej in bolj močno potrebujemo drug drugega. Virus nima duše, nič ga ne prizadene. Človek pa je občutljiv in v takih posebnih časih še zlasti dovzeten za žaljivo ali prijazno besedo in ravnanje. Zato pozorno in spoštljivo pazimo eden na drugega. Ostanimo srčni in solidarni. Bodimo skupaj v lepem in žalostnem. Žalni zbor. Pred letom dni je v Sloveniji ugasnilo prvo življenje zaradi COVID-19. Zato smo danes v tem spokojnem parku posadili vrbo. Rasla bo kvišku in segala k tlom svojim otožnim videzom, jokala skupno bolečino teh odhodov. Čez leta, ko se bomo tega časa epidemije spominjali z vednostjo, ki bo drugačna od današnje, bo ta vrba mogočno drevo tisočerih spominov. Takrat bo govorila o negotovosti spopadanja z neznanim, ki je bilo v zgodovini malo enakih. Potem,
kako je hudournik bolezni, ki ne priznava meja, ljudem pokazal, kaj je v resnici v življenju pomembno. Sočutje in človečnost. Vsem, ki ste izgubili vaše najbližje, v svojem imenu in v imenu države, izrekam iskreno sožalje. Spoštovani, gosta tema je zagrnila naše trge, ulice, mesta. Zagospodovala je nad našim življenjem in napolnila vse z oglušujočo tišino in obupno praznino, ki ohroni vsako reč, ki se je dotakne. Znašli smo se prestrašeni in izgubljeni. Zavedli smo se, da smo vsi na istem čolnu, vsi krhki in izgubljeni, obenem pa pomembni in potrebni, vsi poklicani, da skupaj veslamo. S temi besedami je papež Frančišek 27. marca lani nagovoril mesto in svet. S temi besedami je opisal občutje pandemije in našega soočanja z njo. Tudi mi smo tukaj, ker se zavedamo, da smo vsi v istem čolnu. Zbrali smo se v imenu vseh prebivalcev naše države, ki se s pieteto spominjajo vseh, ki so v minulem letu umrli za posledicami okužbe z virusom. V srcu nosimo njihov boj z boleznijo in boli nas njihovo osamljeno umiranje. V srcu nosimo tudi vse tiste, ki žalujejo za svojimi pokojnimi. Njihova bolečina je največja, saj ostaja živa in skeli. Povečuje pa jo žalost in občutek prikrajšanosti, ker niso mogli biti svojimi v času njihovega poslavljanja, pa tudi pogrebi so bili zaradi omejitev okrnjeni. V srcu nosimo tudi vse zdravstvene delavce, ki so se usposabljali, da bi reševali življenja in vračali zdravje, pa so morali v minulem letu tolikokrat doživeti svojo nemoč. Tolikokrat so bili oni tisti, ki so umrlim zatisnili oči. Hvala jim za to. Pokojnim ne moremo vrniti življenja, žalujočim ne moremo odvzeti bolečine, zdravstveni delavci ne potrebujejo plitvih besed. Lahko pa smo z njimi. Lahko iskreno živimo zavest istega čolna in pokojnim poklonimo spomin in verni molitev zanje, žalujočim lahko pokažemo bližino in sočutje, zdravstvenim delavcem lahko izrazimo hvaležnost. Z tega mesta pa mora ob tem spoštljivem trenutku tudi priti povabilo, da stopimo skupaj. Ne glede na vse, bomo ostali v istem čolnu. In zato je pomembno, da stopimo skupaj in se spoprimemo z virusom, ki še ni premagan.
Stopimo skupaj v spoznanju, na katerega nas je spomnil papež, da ne moremo iti dalje vsak zase, ampak samo skupaj. Spoštovani žalni zbor, zbrali smo se na kraju, ki ga hočemo doživeti oziroma doživljati kot spomin preminulem času epidemije COVID-19. Naj bo ta trenutek zbranosti kot prošnja za vsakega in za vse tiste, ki so se znašli v trpljenju, ki danes zaznamuje življenje vseh nas. Molimo. Vsemogočni večni Bog, naš odrešitelj v Jezusu Kristusu, pokaže svoje usmiljenje cele človeške družine, ki je v teh časih obiskana in obtežena z boleznijo in strahom pred smrtjo. Pridi nam na pomoč, ozdravi bolne, podpiraj in varuj njihove družine, svojce in prijatelje pred okužbo. Podari nam svojega duha ljubezni in preudarnosti, da bomo sodelovali pri obvladovanju virusa, ga omejili in premagali. Naredi, da bomo pozorni in zmožni sočustvovanja z vsemi, ki trpijo za boleznijo, ki ljudem povzroča trpljenje in pri mnogih tudi smrt. Dobri Bog, daj dobri Bog moči in opogumljaj vse tiste, ki delajo v zdravstvu, v bolnišnicah, zdravnike in zdravnice, ki se posvečajo nalogi zdravljenja in skrbi za bolne in njihove družine, ter na tisoče in tisoče vseh ostalih, ki se izpostavljajo, da bi pomagali drugim. O Bog, ker si do vseh usmiljen, te ponižno prosimo, ozdravi ta svet, ozdravi nas telesno in duševno, ozdravi naša srca, naš razum in naše misli, ter v ta svet mnogih preizkušenj pošlji upanje in mir. Ti, naš Bog, ki si gospodar živih in mrtvih, v tvojem milostnem naročju ohranjaj vse umrle in umirajoče. Tolaži njihove svojce, tolaži vse, ki so obupani, ohrani vso človeško družino in celo tvoje stvarstvo v tvoji veliki ljubezni. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospe in gospodje, z minuto molka se poklonimo spominu na preminule v času epidemije COVID-19. Slava jim.